ostanete, kje se nahajamo, pred vhodom v jamo pod Babjim zobom, za katero Društvo za raziskovanje jam Bled skrbi že skoraj 40 let. 4 vodniki nas bodo popeljali po 320 metrih skrivnostnega podjamskega sveta in nam pokazali, zakaj je jama vredna ogleda. Nekaterim poznana kot lasten žep, drugi so zanjo slišali prvič. Tretji vejo, kje je, a je še niso raziskali. Ljudje se namreč ne zavedamo, kakšni zakladi se skrivajo ne tako visoko nad nami. Še predobro pa to vedo člani Društva za raziskovanje jam Bled. Adrenalin, temačnost, prvinskost, sterilnost so le nekatera dejstva, ki jih že leta vlečejo v podzemlje. Kaj biti jamar pomeni, se vidite, umazane obleke, vlaga, hlad, zakaj sploh hodite sem? Ko enkrat odkriješ svoj del, je to v bistvu ne kakor, da bi na svetu nekaj odkril, ampak kakor, da bi na Luni nekaj odkril. Na raziskovanje čarobnega podzemnega sveta smo se skupaj z vodniki jamarji podali tudi mi. Jama pod Babjim zobom je ena najstarejših jam v Sloveniji. Lahko bi tudi rekli v Evropi. Jama se v bistvu skozi celoto spreminja, tako da boste videli veliko različnih form, raznih kapnikov, stalaktitov, stalagnitov, stalagmatov in pa kalcitnih tvorb, kalcitnih kristalov. Ti so zelo redki, tako tudi ena posebnost te jame. To je v bistvu neka taka značilnost, pa lahko rečemo ena stvar, po kateri se razlikujejo od ostalih jam. Ja, tukaj okrog je v bistvu. V tem delu Jelovce so najdali v bistvu kar nekaj jam s temi kristali. Jama je svoja vrata za obiskovalce prvič odprla pred več kot 100 leti in velja za eno prvih turističnih jam pri nas. Leta 1970 je pa Društvo za raziskovanje jam se odločilo, da bi jamo zaprl, ker ne bi pač bilo lepo varovati vsaj še to, kar je ostalo. Takrat se je pa tudi v bistvu jama zaklenila. In od takrat naprej pač za jamo skrbi Društvo za raziskovanje jam Bled. Ljudje so v tem času odnesli kar nekaj dragocenosti, zato jo danes člani društva še posebej varujejo in skušajo ohranjati čim bolj v naravnem stanju. Zdaj tukaj imamo tle razsvetljeno, potem, ko bomo šli v naslednji prostor, se pač luči za nami se zaugasnejo, tako da tudi pač na ta način ne motimo prebivalce jame. V jami namreč nismo bili sami. Tam živijo netopirji, pajki in majhne stonogice. Z vsakim obiskom jame odkrijejo kaj novega. Naj bo to rov, kapnik ali nova vrsta živali. To pa zahteva poseben način raziskovanja, kateremu jamarji pravijo žamarjenje. To nam omogoča, da lahko plezamo po špagi, po štiku gor. Sama napravica je takole narejena, da ima noter take zobčke in ko jo opnemo v voru, se to lepo zagrabi. Zobčki zagrizejo v špago in to drži. In lepo napredujemo. Gor lahko potegnemo, za nazaj pa zablokira. Ključna pri tem pa je tudi oprema. Predstavil nam jo je nekdanji predsednik društva. Osnovna oprema za jamarja, seveda, če začnemo, je ena topla podobleka. V to podobleko ponovadi imamo kakšne tega švicmajce po domače, pa to podobleko čez pride jamarski pajac. Sledi čelada z baterijsko lučjo, za raziskovanje pa. Pas še prsna prežema, določeni karabini, ročna prežema, pa ročna zavora, sender, pravimo s to opremo nekako mozaik, ki sem povedal, se lahko pustimo v jamo in s te opremo bi šli z jame. Člani društva uporabljajo tudi dodatno opremo, predvsem pri odpravah v večje, zahtevnejše jame. Vrva nosilnost 2500 kg, z vozli jo šuhnemo približno na tretjino, to se pravi, da je nosilnost vrvi vsako primeru še okoli 1800 kg. Vsak rov, vsak novo odkritje je seveda svoj del jame. V njemu se najdejo, lahko bomo govorili o favni, o živalic, ali pa v samih, bom rekel, jamskih strukturah, kot so kapniki, sige, kristali in podobne zadeve. Predvsem je pa važno, kadar raziskujemo jamo, da se jo oriše in nariše kot objekt, zaradi tega, ker smo pojo pogled, seveda tudi iz površja, kje je jama, kakšne so hidrologije vode, kam odteka voda skozi jamo. V bistvu krasi zelo zapleten labirint pod našimi nogami.
Vse to zapišejo v kataster jam. Poleg samo izrisovanja imamo tudi monitoring jam, ki je tudi pomemben. To govorimo o osnovnih zadevah, o merjenju temperature, vlage in podobnih zadev in novih opažanj ali srečanj s kakšnimi živalmi. Jame so odprta knjiga zgodovine, saj skozi raziskovanje odkrivajo lastnosti življenja pred več milijoni let. Slovenija je polna jam, najdemo jih vse v gorah kot tudi po nižinah. Čisto vsaka zase pa ponuja posebno doživetje. Že samo ta Jelovica hrib, v katerem smo zdaj mi, lahko govorimo o več tisoč jamah. Raziskanih, odkritih je sigurno več 100. Jamski sistemi se povezujejo med sabo, tako da v bistvu iz 2 jam lahko pojrata ena. Govorimo o jamskem sistemu. Blejski jamarji pokrivajo visokogorske kraške planote, Mežaklo, Jelovca pa Pokljuko. Seveda pa gremo tudi v druge, sodelujemo tudi z drugimi društvi pri njihovih društvenih akcijah, so meddruštvene akcije, organiziramo tudi kakšne odprave v tujino. Ena izmed večjih je bila odprava v Ekvador, po kateri so pripravili tudi veliko razstavo. Sicer pa je njihovo delo predvsem skrb za okoliške jame, čiščenje, raziskovanje in pa prenašanje znanja na mlajše, kar pa ni vedno enostavno, saj novih članov ni. Želeli bi pravzaprav, da se vključi več mladih. Na področju občine Bled imamo sicer tudi srednje šole, s tem akcijam smo začeli. Ne najdemo pravega recepta, kako bi mlade dobili svojo sredino. Želeli smo od vrtca, osnovne šole in srednje šole, da smo pred leti tudi imeli določene akcije oziroma smo prikazali naše delovanje pri njih, tudi plezalne tehnike. Vse to se žal ni obneslo na ta način, da bi povečali število. Jama pod Babjim zobom izstopa zaradi horizontalne oblike na nadmorski višini več kot 1000 metrov. Razdeljena je v več dvoran. Horizontalna oblika omogoča enostavne oglede jame, težavo pa predstavlja višina, saj je za marsikoga težko dosegljiva. Turistične oglede sicer izvajajo vsako nedeljo v poletnem času oziroma po dogovoru, to pa za seboj potegne veliko stvari. Zdaj vso zadevo prevzel, pod svojo streho naše društvo, izdaja pač vstopnice, skrbi pa predvsem v bistvu za to, da sprejmemo osebo, ki pride do jamo, ko dežuramo v nedeljih, to se pravi v času turistične sezone, in da potem peljemo varno pač ljudi v jamo, gledamo povratek pa dostop do jame pa pripuščamo pač posameznim pohodnikom. Jamarji morajo za svoje delo opraviti izpite, pomaga pa jim jamarska šola. V kateri praktično združujejo vsa ta speleološka znanja, znanja o biologiji, prvi pomoči, seveda v vseh vrnih tehnikah v bistvu za jamo in pa seveda tudi na kakšen način se dokumentira oziroma izriše pač jamski objekt. Ključno je, da poznajo pravila varnosti, saj je reševanje v jamah veliko bolj zahtevno kot na prostem. V naši zgodovini našega društva se je pač ta članstvo gibal, rečemo, od 10 do maksimalno 50, trenutno pa imamo zdaj 23 članov. Financirajo se iz turističnih ogledov, težave pa imajo s samim definiranjem jamarske dejavnosti, kam kot društvo sploh spadajo. In z tega vidika je pa zelo težko sistemsko se financirati. Prijavljamo se na določene razpise, moram reči, da sicer občina Bled nam gre na roko v skladu z njenimi zmožnostmi, financira nam tudi tradicionalno srečanje, ki ga organiziramo za 1. maja, to je pač pohod v jamo Babji zob, v kateri pa moramo pripraviti tudi kulturni program in pa celotno, bi rekel, to gostinsko storitev, ki je vezana na prostovoljnost pač naših članih, da nekako spravimo v enem dnevu varno v jamo od 300 do celo 500 ljudi. Pogrešajo tudi. Da bi nas sistemsko vključili v varovanje recimo teh vodnih virov, kjer bi lahko naše društvo bistveno pripomoglo k temu, da imamo zagarantirano še naprej dobro pitno vodo, da naredimo nek presek v bistvu vseh teh jamskih objektov in brezen, ki so žal onesnaženi. Redno namreč čistijo jame in brezna, v katerih najdejo zelo zanimive reči. Pa smo najdeli jamo, ki je bila noter vsa zasuta z novimi motorkami, potem jamo, ki je bilo na tone sira noter, jame, ki so kmetje odvrgli recimo živino, krave in tako naprej. Tako da
smo bili začudeni, no, da se vse to dogaja. Tradicionalni pohod in vse ostale dejavnosti zahtevajo veliko število prostovoljnih ur, potem pa je tu še nakup opreme in vzdrževanje jam. Pomoč bi potrebovali tudi pri samem oglaševanju, saj gre za veliko turistično znamenitost, ki pa ne doseže takšnega števila ljudi, kot bi pričakovali. Mislim, da bi tle v bodoče mogli se več v bistvu povezovati z turistično dejavnostjo občine in da bi mogli to jamo prepoznati, tako kot se jo prepoznal v 19. stoletju. Če gledate razglednice, na razglednicah je praktično za ta del turistično zanimiv recimo Triglav, potem je Vindgar na tej sliki, potem je Slap Savica, pa tudi jama pod Babjim zobom. Zdaj ta jama pod Babjim zobom napravim tem, turističnim znamenitostem se mi zdi v bistvu malo premalo poudarjena. Večina ljudi, ki pa gre tam, pa pravi, da je to neko posebno doživetje, drugačno kot po teh, komercialnih jamah. No, zdaj so se prišla v bistvu do najglobjega dela jame, in sicer 30 metrov globokega brezna. Na oni strani so pred 200 leti začeli odkrivati še ostali del jame. Zaenkrat je tja stopilo okoli 20 ljudi. Vodnika sta se čez brezno spustila do drugega dela jame in nam prikazala pravilno spuščanje z vrvmi. Pač tole brezno, seveda si to brezno mogel najprej preprezati, ker je tam od spodaj vidimo neke stare ostanke štrikov. Najdel se ga je dosti pozno ta brezen, to je nov del jame pod Babjim zobom. Ta del se je najdel leta 96. Ker govorimo, da na eni strani imamo pa res omejen pristop, se pravi omejeno število ljudi letno, ker je stvar na eni strani pa res storilna. Pri jamarskih dejavnostih je potrebno zaupanje v sočloveka in dobra fizična, predvsem pa psihična pripravljenost. Brez prijateljstva pa 100% zaupanja pač ne more biti, ker življenje je odvisno pač od sotovariša in od njegove usposobljenosti, znanja in pa seveda tudi te človečnosti, ki jo mora vsak od nas v bistvu govoriti za to, da pomaga, če pride do kakšne nesreče, problemov. Zdaj preidemo v del, kjer se v bistvu kapniki začnejo formirati oziroma ki se formirajo. In sicer v tem delu je v bistvu jama s konstantno temperaturo 8 stopinj, tako da imajo v bistvu idealne pogoje. Tukaj pa se bohotijo stalagmati, največji stebri v jami. Nastali so v bistvu z spajanjem stalaktitov pa stalagnitov, sicer kapniki spodaj zgoraj in so se združili v eno celoto. Ta je bil največji v jami. Naslednja je bila na vrsti jama Podob. Kjer si lahko dejansko prepustiš svoji domišljiji in vidiš marsikaj. Vsak si Podobo lahko predstavlja po svoje. Videli smo vse od orgel, portreta pa do leva in krokodila. Našli smo tudi jamske bisere. In tem probnikam, pa se jih še malo zasigajo oziroma naberejo apnenc, ki prihaja s površja, s kapeljcem, jim rečemo jamski biseri. Prav posebno glasbo ustvarjajo kapniki. Saj ne le, da izgledajo kot orgle, ampak tako tudi zvenijo. Morate vedeti, da se tako počasi zrak izmenjuje, da vsi težki delci popadajo na tla in tukaj je zelo sterilen zrak. V bistvu smo v jamah zelo zaprti, kot v kokončku, pa zelo najbližji čiste narave. Pomaknemo se proti zadnjemu delu jame, kjer najdemo čiste kristale, ki veljajo za eno večjih dragocenosti jame, hkrati pa tudi za eno največjih škod. Nekateri ljudje verjamejo, da imajo pač že sam kristal, da ima neko energetsko vrednost. In zato so jih ljudje tudi pač in pač, če postaviš to nekam domov, ne bi kao oddajali neko energijo. Sam po mojem, da ščinka ta prava energija, mislim, da je tlele. Podzemni svet je edini svet, ki ga še nismo prodali. Že vode grejo v privatizacijo in podobne zadeve. Tukaj smo pa mi javari kar malo ponosni. Kako pa je jama pod Babjim zobom dobila svoje ime? To izvira še starih poganskih časov, ko so v bistvu te stare babe, v bistvu ne bi bile neki poganska svetišča,
in eno od teh naj bi bila tudi tukaj. Imamo tudi neko legendo o neki stari gospe, neki čarovnici, ki ne bi živela na Jelovci in ne bi po njej pač ta ime tudi pač dobila. Sam zakaj pa zdaj ne Zmajova jama? O tem pa govori pripovedka o zmaju, ki ga je bolel zob, in pomagati se mu je upal le velikan ranocelnik. Zob se je nato odkotolil do mesta, kjer je danes jama, in se postavil pokonci. V čisto zadnji dvorani najdemo jamo v jami. Polno je kapnikov in kristalov, katerih tvorba ne ustreza zakonom gravitacije. Pot nazaj nam je razkrila še 1000 stvari, ki jih prej nismo opazili. Izguba občutka za čas pa nas je resnično popeljala v svet, kjer običajni zakoni ne veljajo. Hvala, ker ste se z nami podali na odkrivanje tega čudovitega podzemeljskega sveta. Društvo za raziskovanje jam Bled tudi vas vabi, da se jim pridružite na tej dogodivščini in skupaj zakorakate v temačne prostore jame pod Babjim zobom.